Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Na Zgornji Poskavi uprizorili komedijo Medeni teden. 35. medobčinski otroški parlament. Pustna povorka po mestnih ulicah. Volilni letni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Na Leskovcu na ogled komedija točno opoldne v posebni sobi gostilne Šiker. Literarni dopoldan z Ingrid Logar. Nogometaši Bistrice začenjajo spomladanski del prvenstva. V okviru gledaliških dni je bila v nedeljo 23. februarja v Kulturnem domu na Zgornji Poskavi na ogled predstava Medeni teden. Komedijo avtorja Francija Tušarja in v režiji Jožeta Pongrašiča je uprizorila dramska skupina Kud Gaj Zgornja Poskava. Dragi domnici, pridite na en kozarček, da se malo bolje spoznamo. Ja, že na razdelč, poznali pa ne. Pridite. Spoznati se moramo malo, ne? Ne, tak. Izvolite. Skrini, kaj? Dajmo. Joj. Samo, če se že spoznavamo, ne? Ja. Ni najboljše, če si čim manj oblečen, pa to ne. Super. Bom jaz začela. Je. To je naša suflerka. Ja, kaj pa ti tu delaš? Ne, bosa. Idi v red. Čakaj. Kaj pa ima zastav dihal, kaj? Diana, kaj misliš? Bi vse povedala? Glej, Biserka, najboljše, da vse lepo od začetka razložiš, dragi možek. Ti pa ne dobro poslušaj, veš, ker presenečen še ni konec. Čuj, se mi zdi, da si ti to vse skup zrežirala. Ja. Kak sober. Saj ti veš, kak je to, ne? Ko si režiser, ne? Če na igri pa opusti režiser, mora za vse skupaj poskrbeti to pač potem igralec si, ne? Če pa doma pa pusti mož, mora pa za vse poskrbeti žena. In v obeh primerih sem to tokrat jaz. Ne. Strašno sem bila jezna tebe, zato, ker si se tako hitro poročil Diano. Kam zdaj greš? Jaz gotovo, pa smisel, da imaš rad mene. Zato sem se odločila, da vam sledim. In ugotovila sem, da vam sledi še nekdo. Kdo? Ja, on! Ej, Kdo? on! Pa daj no, če smo konec, daj. Tada! Leo! Vedos! Najprej tisto notri v šatoru, pa pol tam doli na obali, pa to ta obleka. Vedos! Čakaj si no! Pogibaj se. Tiha pojdi. Tole si me varala. Počakaj, da ti jaz lepo vse razložim. Poslušaj, kaj boš? Dihaj, gremo. Evo. Ker nisem vedela, kaj ima kdo v načrtu, sem se lepo nadzorovala. Jaj, med tem časom, ko si ti šel loviti ribe, ne, je prišel Leo, da bi ograbil in odpeljal to Diano. To je potem probal še dvakrat. Takrat, ko so te doma tobačili prijazni narivali, ne, pa takrat, ko ti je všel iz šatora. Diana, svaka je časta, stala je trda kot Blejski grad na Blegu. Lej, Leon, ne, bogir je veš, ne, on pa je ostal tukaj, obležal na plaži. Kaj? Pač, rebec se mi je tak zasnilo, da sem ga mogla nagraditi.
Zato sem se jaz pač ulegla zraven njega in je bilo, kaj je bilo. Te si ti spala, da mislim, poleg mene. Če, kako si te lahko to naredila? Pač s njo? Jaz še samo ne vem. Lej, prvo sem res htela k tebi v šotor, ne? Ampak si tudi Diana ni zaslužila kazni, temveč nagrado. Poleg tega pa si takoj zaspal. Ja, zaspal. Predvsem zaradi mene. Zakaj te si mi všel iz šotora? Hvala Bogu, da sem ti, ja. Ne zaradi tega. Ne, bo zdaj spet se ne? Umiri se, pa ti povej eno zgodbico še. Veš, oni domačini tam v hotelu, ne? Ja, Niso bili ta hudo fejs prijazni kot ti misliš. so bili. Niso bili. Ja, so bili. Niso bili! Je ti lahko povedal do konca? Povej. Jutro, prednji sta bila, spom sem prišla, ne? Ja. Sem jaz šel do njih tja, tako je, že včasih šel, pa sem jim dal 200 €, da so ta napijavali z mojim denarjem. Kaj? 200 €, V osnovni šoli Minke namestnik Sonje Slovenska Bistrica in v sejni sobi občine na Vošnjakovi ulici v Slovenski Bistrici je v sredo 26. februarja potekal že 35. medobčinski otroški parlament na temo šolski sistem. Učenci in učenke so razpravljali o odnosih in sodelovanju, učnih vsebinah in šoli za življenje, metodah in načinih učenja ter o vrednotah in odgovornosti. Naš največji cilj tega je bil, da vzglednost prihaja od nas in staršev, ker vsi vemo, starši so naš vzor. Se pravi, učenje novih predmetov, kot sem že prej povedala, in pa manj podrobnosti. Mislim, da šola zavzema toliko stvari, ko so tako podrobne, kot na primer kakšna zgodovina. Mislim, da nekatere stvari niso ravno primerne oziroma so nepotrebne. Potem, da nas starši in pa učitelji v bistvu pripravijo za življenje, konec koncev pa se v bistvu tudi sami. Mi se moramo sami znati pripraviti na življenje, to pa pač črpamo od staršev in vzornikov. Učitelj ne more učencu zaupati, če na primer tisti, ki ima DSP ali pa status športnika ali pa kulturnika ali pa kakršenkoli drugi status, ne more zaupati, če si na primer tak učenec postavi nek datum, kdaj bo bil vprašan, pa točno ve, kdaj ima turnirje ali pa kdaj ima neke predstavitve, če on ne pride v šolo ali pa si neprestano predstavlja datum. Naš čas, jaz recimo uspem delati domače naloge, imeti lepe ocene v šoli in hoditi na treninge. Do lani sem lahko še hodil v glasbeno šolo, sem jo tudi uspešno končal, tako da se meni zdi, da je to problem samo ureditve. Veliko ljudem tega zmanjka časa, ker si ne organizirajo. Torej jaz bi predlagal, da bi v šoli se pomagali, dali en predmet, da bi se naučili učence organiziranost in da bi naučili učence se tudi učiti. Ker eni učenci in sošolci, ko jih poznam, se ne znajo učiti, pa so že 9. razred. Se strinjam, naloge nam pomagajo utrditi, ponoviti, ampak potem bi mogoče lahko delali malo več tega v šoli, pa nam dali malo manj za doma, ker je to res zelo preveč. Po ulicah Slovenske Bistrice je preteklo soboto potekala tradicionalna otroška pustna povorka. Na povorki so sodelovali druga osnovna šola Slovenska Bistrica, osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, vrtec Blažej Nežica, vrtec Leskovec, društvo Fridina Mišnica, Košutin sprevod Spokoš, Frajheimska godba Napihala in drugi.
Najprej, kot rečeno, kurenti, no, tile danes sicer niso z Ptujskega polja, ampak prihajajo iz vrtca Blaže in Nežica. Ja, tudi pri njih so kurenti doma, oziroma tisti, ki torej ohranjajo ta del izročila, ta del kulturne dediščine, tako da so se nam danes tudi pridružili. Pa seveda tudi vsi ostali. No in tukaj za njimi že druga osnovna šola, ki se nam najprej predstavlja. Prvi A in drugi B, takole so zapisali. Pustna pustolovščina z najboljšimi knjižnimi junaki. Pika Nogavička, norčava in polna poguma, ter pogumni gusar, ki po morju išče zaklade. Skupaj sta neločljiva ekipa, ki vedno najde pot do zabave. Zmešana kombinacija smeha, poguma, domišljije in nekaj skritih presenečenj. Prvi A in prvi B druge osnovne šole, pomahajmo jim. In tukaj je že drugi razred, drugi A. Pripujsali smo s kraljevine, da preženemo skomine. Radovednost naprej na žene, ki dolgčas takoj prežene. In za njimi drugi B, prihajamo z Zlatolaske v družbi medvedkov, tokrat obljubimo, da ne bomo jedle iz medvedjih skledic, ne bomo sedele na njihovih stolčkih in spale v njihovih posteljah. Tretji A in B, smo iz Kekčeve dežele prišli, da bi se vam predstavili. Rožle, Kekec, Mojca, radi na pašo hodimo in lepe pesmi prepevamo. Tukaj sta še Bedanec in Pehta, ki za nami se podita in glasno se hodujeta. Pomahajmo tudi njim. In četrti razredi, četrti A, ko zaspijo stare hiše, Muri mačijo knjigo piše. Na zajtrk sem se odpravil v krčmo pri veseli kravi. Muca Maca je zaspanka, prava mačja Parižanka. Muca Mika pravi, jaz sem mala Muca Mika, ko bom zrasla, bom velika. Danes bil je dan za pravi nogometni derbi med nogometnim klubom Mucki in Mačkoni. Mucki so se zapodili in so strašen gol zabili. Četrti B, pripravite se, da vidite 4 domove iz Čarovniške akademije Bradavičarke. Videli boste neustrašne čarovnike in čarovnice, ki se vam bodo predstavili. Pokazali vam bodo čarobne uroke in vam zvarili napoje. Uživajte v čarobnem doživetju. 5. A razred, tralali, tralala, sedaj na vrsti je 5. A. Kdo je 5. A? A to so že? A že 5. Pa počakajte malo, da vas vidimo, tako da vas predstavimo. Tako, to je že pa 5. B. No, 5. B poslušajmo. Kuža, kuža, lep si ti, črne pike podajo se ti, krula zlobno si ti, tvoji dalmatinci nagajajo ti, ker dalmatinci nagajivi so vsi, počasi bodo pobegnili. Tole so bili, seveda so že pobegnili. Kdo pa ste vi? 5. Pusti je spet tu, so zapisali. Pogumna rdeča deklica se na pohod odpravi, da babici dobrote čim prej dostavi. A na poti jo ustavi volk močan in zelo spremeni njen dan. Deklica ugnati se ne da, na pomoč še lovec priskaklja. V 5. C smo moči sklenili in rdečo kapico uprizorili. Kot v pravljici tudi pri nas velja, da le prijateljstvo, pogum in pošteno sežajo do srca. To pa je 6. razred, a je tako? Aha, 6. razred pleše čara, že se kuha čarobna obara. Harry Potter privrši, Hermiona se smeji, dobre volje je tudi Ron, ki rad prinese kak bonbon. Pustni čas je poln norči in veselih čarovni. Veseljaki mi smo sami, bodi dobre volje z nami. To pa je 7. A? A je tako? A ne? Aha, to še je 6. razredi. Poglejte, koliko jih je, seveda to še vse spada v 6. razred, takole, ja, kar ponavadi mi kar pobegnejo. No, 7. A razred pa je z nami. Belo, papagena, bananana, smo mali in hitri, rumeno, vijolični, vedno smo spretni in nagajivi. Smeh in norčije ves čas so z nami, zato minjoni iz 7. A in 7. B tudi danes smo z vami. Zdravo, minjončki! 8. A in 8. B. Pustne maske smo in veselo pojemo. Smo majhni in zanimivi, radovedni in igrivi. Smo veliki in različni, dobri ter pravični. Tukaj smo zdaj in pripravljeni smo na raj. Palčki Sneguljčico iz 8. razreda, pridružujejo se jim Roki, Jaki, boksarji, oboževalci fizičnega športa.
In tu je že 9A, no kar počakajte. 9A se letos predstavlja z mogočno vojsko kart iz Alice v čudežni deželi. Pa za njimi še telebajski, poglejte jih, ki pravijo, telebajski smo, veselo skačemo, smo zabavni, lepi in barviti, radi rajamo, učiteljem nagajamo in tako naprej. A ste jo spoznali? Pa poznate tale dva, ki gresta tukaj sedaj v družbi svojih prijateljev mladih? Ja, Miška Frida in Ježek Rudi seveda, ki že naznanjata prihod tistih najmlajših. In tisti najmlajši prihajajo iz vrtca Blaže in Nežica kot prvi. Palčki so. A se spomnite palčka Davida? Davida, prijazen, majhen mož, ki je skrbel za živali v gozdu. No, danes so med vami njegovi prijatelji in prijateljice iz vrtca Blaže in Nežica. Tudi ti nas učijo, kako pomembno je, da skrbimo za okolje in predvsem drug za drugega. Torej, mladi prijatelji, najmlajši prijatelji, pa njihovi starši, vzgojitelji in seveda še marsikdo iz vrtca Blaže in Nežica. Kurente pa smo že videli in slišali tudi v uvodu v ta današnji sprevod. Pomahajmo tudi njim. No in letos zelo smo veseli, da se nam predstavlja tudi vrtec Leskovec. Letos so z nami prvič gozdni živžav iz vrtca Leskovec, takole so zapisali. Hišica ob gozdu na Leskovcu stoji in vanjo zahaja veliko nasmejanih ljudi. Vedoželjni, ustvarjalni, majhni in veliki gozdni otroci, to smo mi. Danes je z nami gozdni živžav prišel, da bi vas v svojo gozdno zgodbo ujel. Mogočna drevesa šepetajo na tisoče misli, gozdne živali in škrati pa plešajo vse do tja, kjer je sreča doma. Igra, veselje, brezskrbnost, vse to se v našem gozdu godi. Pridite v naš gozdni živžav tudi vi. In za njimi že prihaja vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. In najprej enota Marinškov dom, ki predstavlja nočno nebo. So nežne zvezde in mesečniki, ki nad mestom krasijo nočno nebo. Danes bodo skupaj ustvarili pravo čarovnijo, odgnali bodo zimo in pripravili prostor za toplejše pomladne dni. In za njimi je enota Ozka ulica, najprej glasbeni inštrumenti. V njihovem vrtcu je orkester doma. Vsak inštrument svoj glas zaigra. Dirigent taktirko zavihti in zvok orkestra zadoni. Ksilofon, klavir in violončelo igrajo nežno in veselo. Čarobnost glasbe naj doni in naj seže v srca vseh ljudi. No, celi orkester, kot vidite, iz enote Ozka ulica. Za njimi pa vitezi in princeze. Na moji glavi težka krona, okrog ramen bleščeč škrlat. Moj stol je prestol, šiba žezlo, na roki nosim prstan zlat. Vitezi in princeze, tudi vam lep pozdrav. Pa kralji in kraljične, kjer ljudske pravljice živijo, tam kralji in kraljične oživijo. Ko iz grajskega dvora se zasliši glas violine, bobna in trobente, zaplešajo svoj grajski ples in si nabrusijo pete. No in za njimi že enota Zgornja Polskava, najprej žabe. Ob mlaki so žabice veselo skakljale in regljale, a jih slišite? In pozdravljale sonce. Vsako pomlad so se zbudile iz dolgega zimskega spanja, da bi skupaj preživele najlepše dni ob vodi. Na mlaki so rasli čudoviti lokvanji, ki so plavali na njej. Žabice so oboževale lokvanje. Na njih so se smele skriti pred dežjem, a najbolj so uživale, ko so na cvetovih sedele in se grele na toplem soncu. No in tu je že kmetija. Na kmetiji je lepo, kjer pisana druščina zarajala vam bo. Ovčka Belka vam predstavi svojo druščino, ta pravo. Kmečka družina za njih skrbi, da v njej so srečni vsi. Poskočni konji, ljubke mucke, igrivi kužki in še marsikaj. K nam prinesli so veselje in smeh, razliga se na vseh poteh. No in tule je že vesolje. Mi astronauti smo in naša raketa kmalu bo nared za polet. Majhni in veliki v vesolje poletimo, kaj vse tam najdemo, s seboj nazaj prinesemo.
za njimi pa že enota Ciciban. Eko miške prihajajo tamle in takole piše. V miši vasi sive miši so doma pri vsaki hiši. Tu se poje, pleše in igra, včasih tudi kak sir pod zob se da. Ker časopisa vsega nismo zmleli, smo ga za kostume dovolj imeli. Eko miši smo postali, za vas bomo danes plesali. Mišja vas se je zbrala, da tudi vas doma bi obiskala. Če srečate nas doma, dajte kos sira ali dva. Pod medvedovim dežnikom otroci skupaj s starši in vzgojiteljicama Kristino in Majo bodo zimo preganjali s pisanimi dežniki in močjo prijateljstva seveda. Tako kot v pravljici pod medvedovim dežnikom. Medved pod svoj dežnik povabi svoje prijatelje in jim na deževni dan pričara sonce na obraz. Tako tudi oni želijo vsem vam pričarati čim več sončnih in nasmejanih dni. No, medtem pa že si lahko gledate povorko še v drugem delu. No, junaki iz povesti Kekec prihajajo. Kdo ne pozna legendarnega pastirčka Kekca, ki je dobrodušen, prijazen, pogumen in vedno pripravljen pomagati drugim. Rad pa je tudi kakšno ušpičil in marsikoga pognal v kozji rog. Pa Kekčevega prijatelja Rožleta, plašnega fanta, ki mu je mnogokrat srce padlo v hlače in ga je moral Kekec rešiti. Pa Kekčeve slepe prijateljice Mojce, ki je potrebovala zdravilo, da bi spregledala. A samo teta Pehta, ki je bila vedno jezna in slabe volje, je vedela, kakšno zdravilo bi Mojci pozdravilo oči. Saj je vedno govorila, da za vsako bolezen rožica raste. Nabirala je zelišča in kuhala napoje. Seveda ne smemo pozabiti na bedanca, strašnega in hudobnega možaka, ki pa se je bal sove. Ja, te lepe, modre ptice s svojim skovikanjem so pognale strah in trepet bedancu v kosti. Tako prava Kekčeva dežela torej je danes prišla v Slovensko Bistrico. No in za njimi že enota Prihova. Gradbeni delavci so to. Otroci iz vrtca Prihova namreč vsak dan opazujejo, kako jim gradijo nov vrtec. In da bi delo steklo še hitreje, so delavcem priskočili na pomoč kar oni. Pozdravimo tudi otroke iz Prihove. Za njimi pa enota Šmartno na Pohorju. Smo hobotnice vesele, s Pohorja smo prispele. Čeprav tam zgoraj ni morja, smo v otrokovih mislih nastale in prave pustne maske postale. 8 lovk nimamo, kar brez razloga, ampak zato, da lahko objavimo kar 8 ljudi. In za njimi godba, ki bo praznovala 200 let, čez 2 leti, je prav tako z nami. In tu že osnovna šola pohorskega odreda, najprej 1. razredi. Če po gozdu radi stikate, nikar se mušnic ne dotikajte, kajti v sebi skrivajo strup, po katerem bi vas bolel trebuh. Tako so napisali. Pomahajmo 1. razredom iz osnovne šole pohorskega odreda. Tule pa prihajajo 2. razredi. Drugošolci so postali simbol modrosti. Sovice, jasno, nekakšne norosti. Bistre opazovalke, velike oči imajo. Radovedno svet okoli sebe spremljati znajo. Sovice, modre sovice iz drugih razredov, poglejte, koliko jih je. Poglejte, koliko modrosti je med njimi.
In za njimi že 3. razredi. V gozdu se med drevesi pajčevine prepletajo, pajki na njej svoj načrt naklepajo. Vidimo, da plen zelo debel se je v mrežo tretješolcev ujel. O, poglejte, poglejte, kakšen plen nosijo s seboj. Čudovite maske, resnično, poglejte, kako lepe maske se nam tudi tokrat predstavljajo. In kar je najpomembneje, svoje delo so v izdelavo teh mask otroci vložili sami. Skupaj s svojimi mentorji seveda, pa tudi s svojimi starši, ampak večina dela je pa seveda njihovega, kar je še posebej potrebno in pomembno, da pohvalimo in da tudi glasno zaploskamo vsem tem maskicam. In z nami so že 4. in 5. razredi. O, poglejte, zajca pa ušlovi, miš pa srnico podi. Vsa ta zmešnjava na osnovni šoli pohorskega odreda danes se godi. Muhe četrtošolcev nadležno brenčijo, najbrž si omamne sladkove želijo. Vmes pa petošolcev, ptičjih je peres, repkov, uhljev, mačic in lisic, teh sladkih, zvitih tačic. Poglejte jih, muhice! Čudovite maske, ponovno kot ponavadi, poglejte jih, kako lepe. In kot rečeno, je potreben en velik aplavz zanje. Ja, tako, kar zaploskajte jim, kajti veliko dela oziroma vso svoje delo so vložili v izdelavo mask prav oni sami. In tukaj za njimi še 5. B, poglejte jih. In seveda tudi 5. C. In za njimi že 6. in 7. razredi. Takole so zapisali: zadaj korakajo gozdna bitja, škratje, palčki, smrkci in troli. Pazite, da kdo ne pade na smrekovi smoli. Tukaj se smukajo tudi vsa pravlična bitja in lovci veseli, le koga mislite, da si bodo za večerjo ujeli. In seveda gozdovi v vseh državah na svetu, kulture in običajev različnih ne manjka, če slediš njihovemu letu. 6. in 7. razredi. Ja, vije se ta naša povorka tudi letos. Poglejte, koliko lepih mask se nam je pridružilo. Vsako leto nas je več, poglejte. Tam pa nam igra kar cel orkester. In tukaj so že 8. in 9. razredi. Starejši učenci pa so sklenili, da se bodo med pravljice vrnili. Sneguljčica in 7 palčkov, pazite se navihanih malčkov. Branijo jih lovci in gozda varuhi, vmes pa ne malo gozdnih jovškov, ti potepuhi. Princeski naključnih obiskovalcev je pisana družba, izgleda, kakor da to bila bi njihova služba. Danes, učenci, si dajte duška, izkoristite na vaši šoli tele norčije, v ponedeljek pa ne razmišljajte o prevozih v šolo s kakšno kočijo, so še zapisali v svoji predstavitvi. Tako, to je bila še osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica.
In takole na drugi strani že lahko vidite ponovno sprevod, ki se nam ponovno predstavlja vseh mask. Tako še z druge strani si jih lahko še enkrat ogledate. Tukaj pa tudi turistično društvo Košuta in predstavlja danes maško Košuto Rubi. Pustni običaj s Košuto Rubi je namreč na Pokošah tradicija že več kot 150 let. Izvor pokoške košute sega v tista daljna leta, ko se je Napoleonova vojska po porazu v Rusiji preko naših krajev vračala v Francijo. Da bi izčrpana vojska na poti proti domovini preživela, je prodajala razne stvari, tudi najdragocenejše, in to so seveda bili konji. Tako bi naj neki kmet na Pokošah takega konja tudi kupil. Ime bi mu naj bilo Rubi ali Rabi in temu kmetu je prinašal srečo. Zakaj in kdaj je iz konja Rubi nastala Košuta Rubi, pa ni znano. Ja, v okoli 2000 najrazličnejših mask je danes z nami. Iz različnih koncev in krajev prihajajo. Prečudovito, tako kot slišimo tukaj, ja. Res je prečudovito in tako si lahko še enkrat ogledate tukaj Kekčevo deželo. Poglejte, koliko kekcev je tukaj, pa mojc, pa rožletov, pa seveda tudi teta Pehta je danes ne samo ena z nami, pa še bedanec kakšen več se je našel med njimi. Poglejte jih. Ja, takole Košuta Rubi, vidite, prav tako glasni in veseli. Kot rečeno, pa zelo radi ponagaja tale Košuta Rubi, predvsem tistim, ki niso maskirani. Tako da naj tole ostane kot namig za prihodnja leta, kajti Košuta Rubi, upajmo, da se bo še velikokrat vračala na naš konec, torej, da boste tudi v prihodnjem letu se pa morda tudi vi maskirali. Kajti maske ni malce prizanese, ampak je pa kar navihana tale Košuta, kot vidite. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica je v soboto 1. marca v prostorih vojašnice Vincenza Repnika v Slovenski Bistrici izpeljalo volilni letni občni zbor. Po prihodu praporja in nekaj glasbe v izvedbi glasbene šole Slovenska Bistrica ter recitalo se je občni zbor, ki je bil volilni, tudi uradno začel. Po predstavitvi gostov, ki so bili kar v velikem številu, in po poročili o delu za leto 2024, je bila rdeča nit zbora volitve novih organov društva. V večini je ostala udarna garnitura društva v isti zasedbi. Prav tako je za svoj 3. mandat predsednika zaupanje dobil dosedanji prvi mož Miran Krušič. Zadovoljstvo in odličnimi rezultati dela se je poslovil od svojega prejšnjega 2. mandata. Ja, jaz moram reči, da sem imel kar srečno roko pri izbiri predsedstva in pa pri izbiri sekretarja, kajti zrihtali smo kar precej stvari na Brinju in uredili vse tisto, kar smo si zadali. Pred predsednikom in organi društva pa je torej nov 4-letni program, ki ga bodo morali izpeljati. Predsednik pa je izpostavil. V prvi vrsti bi radi napravili spominsko sobo. Na tej spominski sobi bi radi predstavili vse tisto, kar je bilo 91. narejeno in kaj imamo še v arhivu in tudi seveda vse tiste stvari, ki nam bojo še ostali pomagali pridobiti, da bo to res ena taka spominska soba in ki bo opomin in pa spomin za mlade, ki prihajajo in da bojo prišli na Brinje, bojo imeli kaj videti. Že v dosedanjem delu pa je roko ponujal mladim, s katerimi si v tem mandatu želi še več sodelovanja. Moto moj pa je, da se Brinje neha zidati in pa da se neka smisel, neka ideja izpostavi, tisto, ko sem tudi danes na zboru povedal, da bi rad pripeljal vso osnovno šolo iz vseh občin na Brinje in da vidijo, kaj se gor dogaja. Imamo zdaj velike možnosti, ker imamo tudi film 30-minutni. In kako v zvezi gledajo na delo Bistriškega območnega združenja? Ja, v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo smo seveda z aktivnostjo in delom
območnega združenja veteranov zadovoljni, saj so eni od aktivnejših združenj in seveda še bolj smo veseli, da so začeli aktivno svoje poslanstvo prenašati na mlade v osnovnih šolah. Za aktivno delo in podporo v domoljubni organizaciji podelijo najbolj zaslužnim tudi priznanja. V okviru gledaliških dni je bila v soboto 2. marca v Kulturnem domu na Leskovcu na ogled predstava točno opoldne v posebni sobi gostilne Šiker. Komedijo avtorja Toneta Partliča ter v režiji Andreje Lorber in Mateje Topolič je uprizorila dramska skupina KUD Sloga Leskovec Stari Log. Nič ne veš o meni, o nama, zato bom govorila s tabo kakor ženska žensko, kakor ženska sodobnega časa s sodobnimi pogledi. Torej bom položila karte na mizo, nič ne bom pretiravala, samo realna dejstva. Dejstva? To, da ima polno mater, da ga izsiljujem z njegovo taščo. Ja, kaj je njegova mati? Moja mati je že 2 leti mrtva. Vse pa si bil na pogrebi, še za desni laket me je držal. Veš, malo pohoda najvrščih sedja, ki ni padla na maturi, ampak je izdelala v prvem roku. In to z 1 točko več, kot je pa bilo treba. Zdaj pa že 2 leti na ekonomski fakulteti v Mariboru. Nima več tašče in išči, da ponavlja mature. Ne, tašče je tam na Britofi, šrobi, on nima pogledat. Čim pa res hodim na toto fakulteto, ne delaj svine, sem da veliko ne ogledeš. Četa? Ne, jaz ne. Mislite, da on? Mislim, vem, da on imaš. Kaj daj karte na mizo, veš? Samo ljubica, daj prave, lepo narejene. To v moji materi pa hčeri pa je velika laž. Zdaj mi laže, vedela sem, vedela. Zdaj se še špatira zjokala, jaz bi se lahko. Jaz bi stala sama. A vi sploh štegate, koliko krat jaz jokam zaradi vas? Šta pa reče, da me tika? A ti sploh štegaš, koliko krat jaz jokam zaradi tebe? Zaradi mene, zaradi njega. Zaradi tebe, zaradi vaju, ampak jočem. Najprej ti pa naj nekaj povem o svoji familiji. Ljubi Bog, vse to. Oče in mama, nono in nona, so me že 10 let nazaj, ko sem se zaposlila po fakulteti v Ljubljani, so me spraševali, pa kaj si ne boš našla moškega? In ko mi je bilo 27 let, me je v roke vzela moja nona in je rekla, ne smeš ostati sama. Ženska brez moškega je nula. Vsi se sprašujejo, kaj je narobe z njo, ki smeti z ust, je lezbinka, je rekla, da Pupa, moraš imeti otroka. Ženska ni ženska, če ne rodiš. No, lahko jo spoštujejo, imajo radi, ampak vsi se sprašujejo, kaj je narobe. Ga ne more imeti, ali ga on ne more imeti, ali kaj ne. In veš, ljudje so hudičevi. V takim malem gnezdu, kot je Piran, pa še 2-krat bolj. Bo na svet, je rekla Luna. Najdi si moškega, najdi si spodnjetega, naj mu trumpast, naj mu Jugovič, samo Italijan ali pa Zamorc. Pa tudi, če je Zamorc, glavno, da ni Italijan. Ja, mi je pa rekla, naj si najdem fej starega. Moram zdregati. Naj si najdem tak starega, da bo celo prej umrl kot jaz in bom jaz imela še eno šanso. In veš, moja mami pravi, da ima Nona zmero prav. Potem je vzel v roke. Še moj oče, učitelj slovenščine na turistični šoli. On mi je pa povedal tisto znano zgodbo o Platonu. O kom? O Platonu. Ko, pa kje je Platon rekel takega? Zanič, to je začel poče. Nekoč je bila človeška duša enovita, celovita, ko ženski pol duše, oziroma v njej sta živela ženski in moški pol.
Razumeš? No, in v vesolju tavata dve človeški duši. To je kot neka energija, kot neka celota. Ko ženska erotična čakra išče moško erotično čakro. Ja, in oče mi je rekel, naj svoji ženski prikrajšani duši najdem moško duši oziroma moški pol in da videla bom, kako srečna bova oba. In tako še cela šlahta, tako da nima frajerja. Ja, to je ja. In ko smo se pred 2 letoma vračala iz službenega potovanja s vašim možem, s tvojim možem, iz Banja Luke v Ljubljano, mi je rekel, da kako se mu gnosi iti v tisto prazno stanovanje v Črnuče. In sem mu rekla, pa zdaj, ker je bil vas utrujen, pa zdaj ne pridite gor k meni v mojo garsonjerico, da bom skuhala tibetanski čaj, katerega sem naročila preko Googla, da ga bo krepčil, veš, ja. In je vstal in zgodim se je čudež. In začutila sem ženski pol duše, ki išče nasprotni pol. Ina, to sta se nad nogami združila dva pola duše. Pa ne bodite primitivni, no, počutila sem se celovito. No, pri nas temu rečejo pofukano. Čevlji in zgodbe imajo nekaj skupnega. Oboji nas lahko popeljejo na nepozabna potovanja. Ingrid Logar, mojstrica izdelave čevljev, se je tokrat podala v svet besed in ustvarila svojo prvo otroško knjigo Luna in vesolje. Mamica sem 3 otrok in mi smo res dosti knjigice brali. Takrat še ni bilo toliko računalnikov pa vsega tega in smo si čas krajšali s knjigami. Na tak način se mi je potem skozi leta tudi utrnila ideja, da bi tudi sama lahko mogoče kako pravljico napisala. Na literarnem dopoldnevu v Pionirski knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica smo prisluhnili njenim zgodbam, ki so otroke popeljale med zvezde, domišljijo pa še dlje. Pripravljena sem na zabavo, se je zasmejala. K tej lepi beli oblekci se lepo podajo, je dejala Mija. Odšli sta na zabavo. Joj, kako je zabavno. Na trati pri Fiji je bilo neskončno veliko igral. Napihljivi tuneli, gradovi, trampolini. Luna je uživala. Spoznala je veliko novih prijateljic. Po prebranih zgodbicah so otroci lahko postavili svoje vprašanja, avtorica pa je na njih z veseljem odgovorila. Kako ste dobili idejo, da napišete to knjigo? Zakaj pa ne bi knjige napisala? Imam tudi sama bujno domišljijo, ne? Jaz sem mislila, vesolje, to me neizmerno zanima. Skratka, jaz mislim skozi zgodbico in pravljico na tak način prikazati, da bi otroci tudi razmišljali, da mogoče nismo sami v tem neskončnem vesolju, da bi tudi mogoče kako knjigo v vesolju na podlagi tega poiskali in da bi si pač širili mogoče na tak način potem domišljijo. Nogometne ekipe druge slovenske nogometne lige so s prvim delom tekmovanja sezone 2024-25 končali konec meseca novembra. Nogometaši bistriškega kluba so ta del tekmovanja zaključili na 7. mestu in s 25 točkami. Že v nedeljo 2. marca pa bodo nadaljevali s pomladanskim delom prvenstva. Vmesni čas med prvim in drugim delom pa so ekipe izkoristile za priprave. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so pripravljalno obdobje začeli v začetku januarja. Začeli smo 6. januara, odigrali smo 8-9 prijateljskih tekem, večinoma s prvoligašem in s 3 drugoligašem, tako da sem zelo zadovoljen in z uvodnem delu, in srednjem delu, in zdaj z zaključnem delu priprav. Prijateljske tekme so pokazale, da smo na pravi poti, bili smo zelo učinkoviti, dali smo 2,5 gola na tekmo, tako da mogoče smo kjerga preveč dobili, ampak nas zanima napadalna igra. Tako da nekatere stvari v obrambi še popravimo do Ilirije in mislim, da pripravljeni pričakujemo ta prvi krog. Med pripravami je bilo kar pestro tudi v kadrovanju igralske zasedbe.
Sledili so odhodi, pa tudi odmevne okrepitve so prišle, ki bodo oblekle rdeči bistriški dres. Sem zelo zadovoljen, pripeljali smo igralce, kot da Trdin, Rec, Mijavšek so obrambni igralci, dva sta centralna branilca, en je desni krilni obrambni igralec, pa Bračko se je vrnil v Staro Jato, tako na drugih mestih pa niti nismo plus golman Brecelj iz Rudar Velenja, 26-letnik, zelo nadarjen, tako smo zadovoljni s prestopnim roku in naredili smo to drugo selekcijo. Verjamem, da smo zadeli, okrepitve so tudi pokazali in še Jaša Jelen je prišel na konc reprezentant, tudi 19, igralec zvezdne vrste, prišel z Radomlje, tako da smo zadovoljni s tem, kar smo pripeljali, zaupamo v kader, ki ga imamo in so dokazali fantje, da imajo kvaliteto in verjamem, da bodo tudi v spomladanskem delu to dokazali. Igralci so skozi priprave utrjevali svoj status v ekipi, najbolj pa so bili na očeh novinci. Ja, res je, zdaj sem eno sezono odigral v Jadran Dekanih, bila je to zelo lepa izkušnja. Res je, da se mi ni bilo težko vrniti v Slovensko Bistrico nazaj, ker imam res lepe spomine na ta klub, tako da upam, da bom lahko pripomogel kaj pri tej zgodbi naprej. Pa mislim, da si mora tak vsak izboriti svoje mesto v ekipi. Ekipa je močna, priprave so naredili zelo dobre, ciljamo pa seveda na vrh lestvice. Ja, jaz mislim, da pač so se dobro ujel z ekipo, da so me lepo sprejeli med sebe in probam dati pač vsak trening maksimum, da si čim več izborim, čim več minut in mislim, da smo dobro pripravljeni kot cela ekipa in mislim, da vsi komi čakamo drugi del sezone, da se začne, pa da pokažemo, kaj ta ekipa premore. Pri odhodih pa prvo ime vsekakor najboljši strelec druge lige z 11 goli Jaša Martinčič. Bistriški dres je zamenjal s prvoligaškim dresom ekipe iz Radomelj. Definitivno je neka sprememba. Ne bom rekel, da je res ta bistvena razlika v kvaliteti, v dinamiki. Tudi v Bistrici smo imeli odlične soigralce, odlične treninge, odličnega trenerja. Je pa en nivo više, tega sem si zdaj že nekaj časa želel in upam, da bom dobro izkoristil to priložnost. Z odhodom prvega igralca pa se odpira tudi vprašanje o novem liderju na igrišču. Pri nam je cela ekipa lider, kar se je tudi spomladi, mislim, jeseni obrestovalo. En igralec nikoli ni na igrišču lider, cela ekipa mora biti lider, mora biti ta teamwork in potem izplava na površje, tako da mi verjamemo vse igralce, ki jih imamo in tudi te prijateljske tekme so pokazale, da je odhod Jaše Martinčiča pozitivno vplival glede odskočne deske Bistrice. Mislim, da še ekipa postala bolj kompaktna, hitrejša in kar bomo tudi to dokazali na prvenstvenih tekmih. Prvi dokaz potrjevanja kvalitete pa jih čaka že v nedeljo v Ljubljani pri ekipi Ilirije. Čaka nas peklensko delo, ampak jaz mislim, da smo mi dobro pripravljeni. Noben ne more biti bolj motiviran kot mi in to bomo tudi dokazali v nedeljo na tekmi. Velik zalogaj pa Bistričane čaka tudi v pokalnem tekmovanju. Več o tem pa dan pred tekmo, ki bo v sredo 5. marca.